Ho, ho, ho! Dobrodošli v zadnji letošnji oddaji Džumbus in prvi predapokaliptični. Obkrožite se s svojimi živalskimi prijatelji, poklic vam ne bo pomagal. Preden vašo bajto useka komet, si lahko pogledate tudi, kako smo rajali na Svarunovi noči. Rajali smo pa prav tako na breakdancu v jedru. Ne le iz cele Slovenije, tudi iz tujine so prišli parkeljni in to 14 dni prezgodaj in še brez Miklavža. 120 jih je menda bilo, gostili pa so jih Rogači iz Goričan. Glede na to, kako se je tole prva noč parkeljno v Goričanah odvila, mislim, da bo to postala vsakoletna tradicija in upam, da bo tudi vsako leto tako uspela, kot je letos. Očitno pa le nismo bili tako poredni, saj je Miklavž vendarle prišel, tako kot se spodobi 5. decembra zvečer. Z največjim spremstvom v Soro. Pridnim je prinesel darila, poredne pa so odnesli parkeljni. Po kaj ste pa prišla danes semle? Otroci so pridni? Kam pa odpeljete poredne otroke? Parkeljni, dajte nam Sabino nazaj. Ker ti nič ne delaš, ker ti nič se ne učiš, čakaj. Ma itak, da mladi ne dobimo zaposlitve, se ne dogaja le pri nas. Tako je tudi drugje v Evropi. To je na okrogli mizi z naslovom podjetništva in mladi povedala tudi evroposlanka Tanja Fajon. Kar nekaj dobrih praks imamo že v Sloveniji, ampak pogoji za to razvijanje tega podjetništva med mladimi še ni in mlade je strah. Da lahko nad stanjem v državi protestiramo tudi z glasbo, pa so nam dokazali v Mladinskem centru Jedro. Kantavtorica Ksenija Jus že vrsto let piše besedila, ki opisujejo aktualno družbeno stanje. Na odru sta se ji pridružila še Jani Kovačič in medvoški reper Markan. Med nami so razlike, pa še zmeraj pluvam kipe. Država v kurcu na oblasti so tekuni, kriminalci v zaporu, a še večji so ticuni. Raja sem buni, organizirali so proteste, če pravica za vse ne meta delovcov na ceste. In dosti lepe geste, pravi reperi to veste, ne delamo to muziko, ker bi hotel biti brez veste. Prav tako v Jedru pa smo si lahko ogledali še film na socialno tematiko Cena plače. Se zdaj pa nedolžno delava, kaj? A tvoj bankrat je pa čudežno ratov? Delo mladih filmarjev, ki so ustvarjali pod mentorstvom Borisa Petkoviča, premierno je bilo predvajano na srečanju mladih filmskih ustvarjalcev osrednje Slovenije, med drugim tudi drugih medvoških ustvarjalcev. Mimo tematike, da je naša država res v pip, pa niso mogli niti gledališčniki iz Plennika. Tako so na oder postavili celovečerno predstavo, priredbo, lahko bi se reklo, da pravo preroško komedijo Vse zastonj, vse zastonj. Opisuje trenutno, precej aktualno politično in družbeno dogajanje v Sloveniji. Vsaj crknemo lahko, kjer nas je volja! Ne smete crkniti, kjer nas je volja. Točno, mi lahko crknemo samo po predpisih. Večino dneva prespijo, ko pa so budni, so nagajivi, razigrani in simpatični. Po besedah naše sogovornice Monike pa se jih da opisati z eno samo besedo – face. Mačke so zelo primerne za družine, za otroki. Zdi se mi, da lahko otroci z mački, tako kot recimo tudi s psi, zelo tak odnos vzpostavijo, se pravi, mogoče je malo drugače kot s kakšnimi drugimi živalmi, naprimer, ko se včasih starši odločijo za kakšne ribe ali pa kakšne glodavce. Jaz mislim, da so mačke veliko bolj primerne za neko prijateljstvo ustvariti med tistim otrokom pa živaljo, zato ker res imajo nek karakter in tudi vračajo nekako pač en odnos se vzpostavi, no, tako. Muca je samo svoja žival in tako kot vsak človek ima tudi vsaka žival svoj karakter. Ko se odločaš, kakšno muco si želiš, moraš pomisliti na svoj karakter in si tako muco tudi izbrati. Zavedati se moraš, da zahteva vsakodnevno skrb in odgovornost. Ker ima razigran karakter, bo zelo vesela kakršnekoli igre. Naša sogovornica uporablja kar mali ročni laser in opazovanje muc je pri igri zelo zabavno. Skrb za žival seboj prinaša tudi denarna sredstva, med drugim tudi za veterinarsko oskrbo in seveda za sterilizacijo. Za sterilizacijo je tako
tam nekje pri pol leta ali pa že prej. Recimo, ko so stari recimo 3 mesece, se jih že lahko, ampak boljše je, če se le da počakati tam nekje do 1,5 leta, tako da so živali že nekako dosti odporne in razvite. Ampak če se pa lovi neke divje mucke, ki se jih bo samo takrat ujeli, pa potem spustili v okolje, pa seveda lahko tudi mlajše. Mački je treba zagotoviti kvalitetno hrano, lahko domače pripravljeno, lahko konzerve ali brikete, pomembno pa je, da je kvalitetna, saj slabo hrano mačka občuti, lahko da je ne bo hotela jesti oziroma da ji bo vplivalo na zdravje. Prav tako pazi pri kravjem mleku, saj vsaka mačka ne prenaša mleka. Pojavi se lahko driska in s tem posledično lahko umre zaradi dehidracije. Nasprotno pa kozje mleko mački zelo ustreza. Poleg hrane ji moraš zagotoviti primeren življenjski prostor, kjer ima dovolj prostora za gibanje, okolje mora biti varno in v njem se mora maček dobro počutiti. Dobro bi bilo tudi, če ima kakšen praskalnik, kjer si bo brusil kremplje, saj si jih zna drugače brusiti kar na kavču. Treba je pač vzeti žival in se zavezati, da boš pač skrbel z njo v dobrem in slabem, tako nekako, tudi takrat, ko zboli, pa tako naprej. Pa takrat, ko ti recimo kavč popraska, pa kakšno vazo prekucne, pa ne vem, tudi škodo znajo narediti, ampak pač to je živo bitje. Življenjska doba mačk je od 15 do 20 let, pasemske lahko tudi manj, saj so se lahko pojavile genetske posebnosti zaradi medsebojnega parjenja. Zato v opomin. Žival ni igrača, zato dobro razmisli, če si želiš muce, samo zato, ker ti je mladiček tako všeč. Tako kot ti, tudi ta mladiček odraste, zato je ne zavrzi tudi ti, saj so zavetišča že tako polna zavrženih muc. Drop it! Lepo pozdravljeni v novi ediciji Prebavljamo skupaj. Nahajamo se v visokogorju Zbilje na ekstremni višini 350 metrov nadmorske višine. Zelo nas zebe, tako da smo se spravili v šotor. No, ampak šalo na stran. Z nami je Viki Grošelj, ki pa nam bo povedal, zakaj smo pravzaprav šli v šotor. Najprej hvala za prijazno povabilo v vašo oddajo. Kot sem vam že omenil, preden smo začeli snemati, jaz se v kuhinji strašno slabo znajdem. Nisem ne vem kakšen kuhar, najbrž zaradi tega, ker moja žena odlično kuha in se pustim pravzaprav vse življenje razvajati. Ker pa ste želeli, da bi jaz vam nekaj vendarle pripravil, seveda sem pa se odločil, da vam bom skušal pričarati, kako izgleda kuhinja v Himalaji, recimo nadmorske višine 7500 metrov. Torej bi lahko rekli, da ste večkrat kuhal v Himalaji kot doma v kuhinji? Absolutno, to je 99:1 za Himalajo, seveda. Pripravili smo se tako, kot je potrebno. Je vse tako, kot štima? Sezuli smo se tudi? To je res, ni vse tako, kot štima, kajti temperatura je vendarle prijetna, ker smo noter v prostoru. Ampak v Himalaji bi pa bila? V Himalaji je pa seveda temperatura v šotoru veliko višja kot pa zunaj, ker je zunaj -40, v šotoru samo -25 in tam bi bili mi napravljeni popolnoma drugače. Puhasta oblačila bi imeli na sebi, bi v spalnih vrečah in v vsem tem zunaj še piha veter 100 km/h šotor, bi se moral takole majati ropota, da bi se morali upirati van, da ga obdržimo. In v tistem nekaj skuhati je pa to, lahko rečem, kar že podvig. Če sta zato bi jaz kar začel, ker je sicer noč dolga, ampak preden stališ sneg na tisti višini strašno dolgo traja. In za to našo kuhinjo potrebujemo seveda energijo. To je daleč najboljša, jasno, plin, gorilnik, potem eno lahko aluminijasto posodo, za katero je zelo pomembno, da se jo da pokriti. In tisto najbolj ključno za začetek je, pripezali smo gor izčrpani, žejni, totalno dehidrirani in najprej je potrebno narediti tekočino. Zunaj naberemo sneg v nekakšno vrečko, zato da ga imamo pri roki in potem seveda
ga naložimo v našo posodo. Potem pa pride tista ključna stvar, zakuriti kuhalnik tako, da šotor ne bo zgorel. To se nam je tudi nekajkrat zgodilo. Ja. Dobro, šotor še imamo? Šotor še imamo, vendar takole. Sneg bomo začeli taliti. Sneg, da ga stališ za približno liter vode, to na tej višini traja približno uro do 2. To pomeni, da je to kar seveda pomembno delo, dolgotrajno, naporno in ponavadi še tako, da ravno takrat, ko je vse dovolj dobro pripravljeno, se nekdo premakne, brcne in vse skupaj pade. Torej, zdaj smo stalili led, kaj pa zdaj sledi? Bomo skuhali kaj? Čaj? Čaj bomo skuhali sicer, ampak to bo instant čaj, zato ker tam mora biti vse čim bolj enostavno. V tem instant čaju je že nekaj sladkorja, čaj sam in seveda najbolj enostavno je tudi to prinesti gor, pripraviti vsak svojo termovko in ko bomo tole nakuhali, imate potem zdaj tekočino, ki je absolutno ključnega pomena na teh višinah. Ker brez hrane se da kar dolgo časa zdržati, brez tekočine pa ne. In dejstvo je, da v teh višinah zgubiš, oziroma bi potreboval teoretično od 6 do 9 litrov vode na dan. Ti pa kuhaš jasno samo zjutraj, nekaj malega in zvečer, tako da če prideš kaj na 2-3 litre, je to že velik dosežek. Skratka pa malo preveče, malo se polije, pa to kar lepo zaprite. In kar je ključnega pomena zadnje čase je ekološka osveščenost plezalcev na tako izjemno visokem nivoju, da skušamo čisto vsak odpadek, ki ga pridelamo, potem tudi odnesti nazaj v dolino. Tako da gore nam ostajajo dejansko takšne, kot so bile. In če bi kdo potem za nami prihajal, bi videl, da res je gora pravzaprav tista neokrnjena, tako kot pravzaprav mora biti, celotna narava tudi. Ker smo v mesecu decembru, v katerem je vse v znamenju snega, aranžmajev in daril, sem se odločila, da ostanem v tem duhu in predstavim poklic cvetličar. Cvetličar, to je v bistvu zelo lep poklic. Delaš s cvetjem, cvetje imamo vsi rad, vsem nam popestri dneve, nam dneve lepe naredi. Zelo ustvarjalen, zelo, če slediš trendom, da se ne držiš tiste klasike izpred 20-30 let, da šopek zavijaš v celofan in rožo obremenjuješ s papirjem. Če temu vsem slediš, potem je to zelo kreativen del, zelo ustvarjalen, zelo, bom rekla, na en način umetniški. Umetniški je predvsem zato, ker je vsak šopek, vsak aranžma unikaten, vandaš del sebe in svojo kreativnost. Zanj potrebuješ talent, zato se za ta poklic ne odloči samo zato, ker potrebuješ status. Za izobrazbo je potrebno narediti šolo v Naklem in sicer biotehniški center, kjer izbereš smer cvetličarstvo. Tekom šolanja je tudi obvezna praksa, kjer spoznaš, da to ni lahek poklic, v smislu, saj en šopek bom pa že znal narediti. Mislim, da šola preveč pričakuje, da bojo se otroci v cvetličarni naučili, ker mi jim lahko pokažemo, lahko nas opazujejo, kako delamo, kakšen je en sam proces delovni, kako pripraviš naprimer za žalno floristiko, kako boš kaj naredil. Ne moreš pa to dati ti narediti, ker stranka pričakuje, da to prvič, da je to 100% narejen in da to ti delaš. Ti otroci pa še premalo znajo in dostikrat se celo zgodi, da osnovnih stvari ne obvladajo. To je poklic, pri katerem lahko pričakuješ veliko ureznin in cel delavnik stojiš. Po mnenju naše sogovornice je to edina slaba lastnost, saj je to poklic, v katerem si v kontaktu z ljudmi, z naravo in veliko ustvarjaš.
Meni, da bi bilo zanjo potrebno narediti sprejemni izpit, tako kot ga imajo pri arhitekturi. Ti moraš rožo čutiti, to je živa stvar. Tako, mene zelo, bom rekla tako, da me zelo zmot, kadar kakšna stranka me vpraša, viš, da mi povej, Zala, kaj sem narobe z rožo delala, crknila mi je. Mene to zaboli, tega ne morem slišati, ker roža je živa stvar, in roža umre. A je tako. Delovni dan se prične s prezračitvijo cvetličarne, saj se čez noč nabere velika koncentracija vonjev. Prav tako je treba vse rože obrezati, očistiti vaze in zamenjati vodo. Nato se začnejo prva naročila, ali je to aranžiranje darila, priprava šopkov ali žalnih aranžmajev. Z rožami cvetličarno oskrbujejo grosisti iz holandske borze, lahko nekajkrat tedensko ali manj. Ker si ves čas v kontaktu z ljudmi in je vsak dan drugačen, se zgodijo tudi zanimive prigode. Je pa enkrat en dečko, fantak tak, prisrčen, za mamico prišel kupiti z 8. marc vrtnico. Je prišel že 2 dni prej, da bo to siguren, da rožc ne bi slučajno zmanjkal. In ni vedel, kam naj jo sprav. In jo je spravil za radiator. In čez 2 dni bila ta vrtnica čist suha. Pa je pa prijokal nazaj, v drugo. Pa smo pa drugo mu dale. Žal pa velja omeniti, da je poklic cvetličar zelo slabo cenjen, predvsem zaradi trgovskih centrov, ki odpirajo vrtnarski oddelek s svetovalci. Ti ponavadi nimajo zadosti izkušenj in nam dajo napačne informacije. Ne pozabi, roža je živo bitje, ki lahko umre, če zanjo ne skrbiš pravilno. Se pravi, zdaj pa sledi župca. Ja, glede na to, da imamo dovolj časa, praktično celo noč za kuhanje, se malo skušamo pozabavati, če nista preveč utrujena, akademiji pa sta morala tudi malo pomagati. V bistvu skušamo gor jesti zelo podoben način kot tudi doma, torej najprej nekaj pijače, da nisi, mislim, da potešiš pravzaprav žejo, potem pa kar gremo z juho, seveda ne uporabljamo take juhe, ki se dolgo kuhajo, ker je vse zelo vezano na energijo, in zaradi tega so seveda tako imenovane hitre juhe najboljši sistem in namesto, da bi mazali posodo z to juho, ker bomo noter še kaj drugega kuhali, bomo kar vlili iz termovke vročo vodo. Takole. Juhe imamo 3, za vsakega eno, več nista uspela prinesti gor in zdaj boste morali od tega preživeti. Obenem, Petra, si lahko še roke greješ zraven takole, in potem, ko boš imela občutek, da je to dovolj dobro, pa lahko začneš jesti. Tako da poskusi. Zelo močan okus. To se pravi, te stvari morajo biti močne, energetsko, tudi tule pa vse pomeni kalorije. Kalorije tam neverjetno zgubljaš. V povprečju jaz shujšam na odpravi, taki bolj resni, od 10 do 15 kg, s tem, da jem ves čas, kolikor moram in kadar moram. Tako da te himalajske odprave ali pa potovanja v Himalajo nekaj bolj resno, v višini nad 5000 metrov, so obenem tudi odlična shujševalna kura za tiste, ki to potrebujejo. Je pa to. Pribor moram svoj? Ne, to je tako. Pribor imate tudi eden samo? Ne, vsak svoj. Vsak ima svojo žlico. Če jo pa nima, pa ne boš jedel. Druga ne, ker pa je to tisti glavni crk pa jemo. Če sta mislila zelo zdravo jesti v Himalaji, sta se pa malo zmotila. Ne gre to skupaj s Himalajem? Ne. Nasploh tudi rekel vrhunski vzponi ali pa če tudi jemljamo alpinizem samo kot šport. Noben vrhunski šport ni zdravju primeren oziroma prijazen, ampak ravno nasprotno. No, juho smo pedla, zdaj pa z zanimanjem čakamo, kaj bomo za naslednji obrok pedli. Točno tako. Za tokratni Music Box smo za vas strnili vtise s Svarunove noči, ki
ki se je dogajala v Medvoškem mladinskem centru Jedro. Gre za dogodek posvečen folk glasbi in obujanju poganske tradicije. Nastopilo je 5 glasbenih skupin, med drugimi tudi medvoško-ljubljanska naveza Brezno ter nemška zasedba Winterstorm. Obisk Svarunove noči je bil odličen, obiskovalci pa so poleg koncertov lahko uživali tudi ob domačem pivu ter številnih stojnicah z različnimi artikli. O Svarunovi noči in glasbeni skupini Brezno smo se pogovarjali z Luxom, sicer kitaristom skupine Brezno, ki je Svarunovo noč tudi soorganizirala. Pozdrav, z mano je Lux iz zasedbe Brezno. Kako se vam je zdel nocojšnji koncert? Super, res, odlično. Ste uživali? Zelo, neizmerno. Zdaj, vi ste tudi soorganizatorji tega eventa, ne? Kako je bilo to, da ste pripeljali nemške Winterstorm, glede na to, da je to kar velik band? Ja, v bistvu je takole, s tole Svarunovo, to se že dogaja, mislim, da 3. leto zapored in je v okviru organizacije nekaterih naših članov več, nekaterih manj in pa Folk Metal Slovenija, tako da se stopnjevalno, začelo se z temi slovenskimi bendi, lokalnimi več ali manj, pa se pa malo zvečali. Lani smo imeli že recimo Daleriado, letos smo se pa odločili malo povečati tale budžet, ker se tudi obisk je bil kar dosti očitno malo višji in tako, da se letos išlo s temi Winterstormi in upam, da bo super. Zdaj, neki prve Svarunove noči niso bile v Medvodah, kako to, da ste se pol odločili za ta plec? Čisto točne zgodbe ne vem, ampak mislim, da je bilo v zvezi z ceno najema prostorov in z tudi kapaciteto, ki jih premore prostor. Zdaj, fanov imate vidno ogromen, tle v Sloveniji, ampak plate še zmeri ni, kdaj lahko pričakujemo, prvenc zdaj? To si pa prav ga vprašal. Delamo zelo. V bistvu se trenutno jaz zelo trudim, da bi se stvari premaknile in se premikajo. Ne morem reči to pa 22. tega pa tega, ampak bo prvo polovico drugega leta ima, da je. In kakšen bo material? Ja, nekaj je že znanga iz prvega demota, nekaj je pa čisto novega, odkar sem jaz v zasedbi. Približno tam jaz bi rekel na oko, tako rečeno, pol starega, pol zelo novega in nekako dobro, ne upam si zdaj reči star, Brezno vibe, ampak je tisto pravo pristno, da bi se reklo, da neke vrste je, da se reče, to so v Brezno, po drugi strani pa mogoče bo kjer našel tudi kakšne znane stvari že od kje druge. Bomo videli. Kva pa drug let lahko pričakujemo spet Svarunovo noč? Ja, absolutno. Drugi del naše glasbene skrinje bo plesno obarvan. Mladinski center Jedro je namreč to soboto gostil srečanje vseh, ki se ukvarjajo s hip-hopom. Poudarek pa je bil na breakdansu. Srečanja so se udeležili tudi plesalci iz tujine, bolj natančno iz Hrvaške, Italije. Za začetek pa najprej razjasnimo pojem breakdance. Breakdance v bistvu pomeni, v bistvu ime ni breakdance, pravilno ime je b-boying. Zato, ker vsak, ki je breakal, so bili večinoma fantje, so bili b-boyi. B stoji za break. Break je pa zvrst muzike, na katero vsi mi plešemo. Pride pa break, bite imaš v raznih rock komadih, jazz, funk, soul, rap. Pa imaš pa to, kar DJ pol skupaj zrola, je pa mixtape oziroma setek, na katere breakamo. Ker sam še valček plešem tako, da mora soplesalka prej upraviti tečaj varnosti pri delu in seveda obuti čevlje z železno kapco, se raje nisem poskusil v brejkanju. No pa tudi gibčen sem to, kaj je klena traverza, ampak pustimo zdaj to. Tekmovanje je potekalo v 2 delih. Najprej so se med seboj pomešali učenci in njihovi učitelji, ter se pomerili 2 na 2. Nato pa so se med seboj udarili samo učitelji. Ker je šlo za tekmovanje, kjer je zmagovalec prejel 100 evrov, je bila seveda prisotna tudi sodnija, ki je pozorno spremljala vsak njihov gib. Oceniki predvsem ocenjujejo ples, se pravi, koliko ti se odzoveš na muziko, kakšne osnove imaš, vsak ples ima neke osnove, če imaš ti dobro formo, toliko lep zgleda, toliko lep se premika, seveda pa se ocenjuje tudi kreativnost, koliko si ti unikaten, koliko imaš ti svojih osebnih stvari, ki jih noben drug nima, pa eksplozivnost, koliko si ti, kako bi se rekel, koliko si ti močen pri stvari. Če se boš vlekel ka megla, ne boš nobenega prepričati, da ti znaš. Moraš dati energijo publiki, istočasno je pa jemati od njih. Neka izmenjava energije mora biti. 4 leta. Plesa se lahko naučite doma, bolj priporočljiv pa je, da se priključite kakšni ekipi ali pa plesni šoli, ki vas bo brez poškodb naučila osnov. Zadevo seveda lahko proba čisto vsak. Komu bi recimo priporočil brejkanje?
vsem, ki imajo radi muziko, predvsem tako muziko, ki je slišite v zadju, funk, soul, vsak je strasten do muzike, do bobnov, do breakbeatov, zanga je to. Tako da vsi, ki imate radi muziko, bobne, pridite breakat. Mi se še vedno nahajamo na višini 7500 metrov. Tako je. Bojda sva kar živahna za to višino in temperature tukaj. Ja. Sedaj bomo nadaljevali. Kaj je glavna jed tukaj? Ja, glavna jed, nekako kar lahko rečem, moja specialiteta je kuskus z mesnim narezkom. Ob tej besedi se ponavadi ljudje primejo za glavo, ampak tam zgoraj gre za to, da je to jed, ki jo koliko toliko lahko spraviš po svojem črevesnem traktu navzdol, ker ni vse enostavno. Moraš bolj take mirne stvari, ne preveč začinjene, ne preveč kisle, ampak kuskus je super jed, ker daje tisti okus, kot ga ima drugače tudi dol v dolini. To je tisto pravo mojstrstvo najti v Himalaji. Petra, ti kar izvoli. Tole je zdaj že tako rekoč vrelo. Ja, voda nam je zavrela. Zdaj pa kar s žlico koščke natrgaj in jih lepo zmeči noter. Jaz bomo potem to pokril, potem bomo pa dodali samo še kuskus in počakamo toliko, da se stvar... Tako, taki koščki, lahko tudi malo večji, tisto lahko dajmo kar noter spravimo. Tako, ja. Damo v koš. Se pravi, zdaj pa dodamo kuskus. Zdaj gre pa kuskus zraven. Kaj kuskus pravzaprav? To niti ne vem, to je neka arabska zadeva, kot pravim, jaz drugače v kuhinji ne vem kaj dosti, vem pa, da ima dober okus in da se zelo enostavno pripravi. In to je tistega ključnega pomena. Samo streseš ga v toplo vodo, počakaš, da se to, Petra, lahko tudi malo pomešaš, počakaš, da se to nekako napije vode, temu primerno strdi in je to to. Stvar je potem gotova dokaj hitro, s tem smo prihranili veliko energije, torej plina, ker nam bo potem se v nadaljevanju naše odprave, ki lahko traja tudi 2 meseca in več, in takrat je potem ta plin silno pomemben. Druga stvar pa je, da na višinah apetit drastično pade. Enostavno imaš toliko drugega dela, da ti jaz po svoje nekako ne paše. Se moramo velikokrat dobesedno posiliti iz hrano. Še to, zakaj mesni narezek? Mesni narezek v kuskus je vedno treba nekaj malega olja, oziroma nekaj malo tako voljan. To bo tule nam lepo uspelo kar iz to maščobo, ki je v narezku. Tako, ja. Medtem ko od samo meso dalo pa tudi še nekaj malega soli. Soli nekako ne nosimo s seboj. Obstaja kakšen kuharski priročnik za alpiniste? Ne. A to z leti, z izkušnjami pridobiš? Tole, katere delamo, so izključno izkušnje, neštetokrat lahko rečem preverjene tam zgoraj. Ni pa to slaba ideja. Lahko bi napisali kuharski vodnik po Himalaji. Ja, mislim, da je to. A imata? Dve žlice s sabo. Ja, seveda, mi da sva se pripravila na naš podvig. Pazite tudi, da ne boste si spalnih vreč preveč pomazala s hrano in dober tek. Dober tek. Ja, medtem ko okušamo tole našo današnjo glavno jed, kdaj se je prvi, ki v Grošlju začel z željo po hribolazenju in po gorah? Kdaj so vas poklicali? Če sem čisto odkrit, prezgodaj. Jaz sem bil kot otrok strašno radoveden za vse drugo, razen za šolo. Šola me ni prav nič zanimala, ampak nenehno sem se pa potepal po vasi, po gozdu nad vasjo, s kolesi, s prijatelji se vozil naokrog in to je bil razlog, mislim, tam v nekem 5. razredu osnovne šole smo se peljali mimo Turnca pod Grmado, videli tam ljudi, ki so nekaj počeli in radovednost nam ni dala miru. Šli smo pogledati, kaj se dogaja in so rekli, da imajo plezalno šolo in to smo rekli, to pa bi bilo nekaj kot nalaž za nas. In smo rekli, če se lahko priključimo, so rekli, seveda, samo prinesite potrdilo od staršev, da vas pustijo. In kaj lažjega, odbrzeli smo domov, napisali potrdilo, ga sami podpisali in bili sprejeti v plezalno šolo. To je bila po moje kar moja sreča. Dejstvo je, da alpinizem kljub vsej lepoti je nevaren šport, ampak jaz sem od prvega trenutka vstopil van skozi neke inštruktorje, ki so vedeli, zakaj gre in so me obvarovali tistih mladostnih norosti.
tako da se mi nič hudega zgodilo. Obenem pa, seveda, ker sem bil radoveden otrok in potem tudi radoveden mladostnik, kako izgleda tam svet zunaj Guncelj oziroma Ljubljane, ki sem nekoliko toliko poznal, ali pa Turenca in Medvod, skratka v tem koncu smo se veliko, nenazadnje na Soro smo se vedno hodili kopat. In to je potem vzklilo na tako dodatno željo, lahko rečem, hrepenenje, ki me je vodilo potem na koncu koncev pravzaprav tudi na najvišje gore našega planeta, Himalajo, ki je nekako zanesljivo tisti najbolj pomemben del moje gorniške kariere. Nič, tole moramo zdaj pokončati, da bo dovolj energije za naslednji dan, pa za skok na vrh. Če sem pa prav razumela, namik nas pa čaka še po obedek. Po obedek, seveda. Po obedek tukaj. Spletno akcijo sem se prijavila, ko sem videla letak. Iskali so nekoga, ki ga veseli fotografija, snemanje, pisanje blogov, nenazadnje potovanja. Potovanja so pa nekaj, kar je zame zelo pomembno v življenju in ja, če imam priložnost, zakaj pa ne. Neke treme je definitivno bilo, tam nas je bilo 12 tekmovalcev, tako da če ne drugega, oni so nas gledali, komisija, pomembni ljudje so bili tam, tako da ja, definitivno je bilo neke treme. Ampak, zakaj so me izbrali, zdaj, tako bi rekla, moja konkurenca je bila res super punca, tako da in me pa predvsem zanima pisanje. Jaz niti nisem bila čisto točno prepričana, kaj bi jaz rada v življenju počela. Še zmerom tega z gotovostjo ne bom rekla, ampak mi je pa dal to ogromno enih novih izkušenj, ker sem praktično vsak dan pisala blog, pisala sem o svojih občutkih, pisala sem o mestih, ki sem jih obiskala in če ne drugega, to je prvo kot prvo nekaj za moj portfolio, nekaj za pokazati, če bom iskala kakršnokoli službo in ja, upam, da me to nekam pripelje. Tako, prepotovala sem 12 držav, začela na Madžarskem. Na Madžarskem, bom rekla, celotna izkušnja je bila zelo prijetna, zelo lepo. En dan sem preživela zelo umirjen na Margaretinem otoku, tam mi bo sigurno ostal v spominu. Potem sem prišla v Italijo. V Italiji sigurno najbolj ostala v spominu organska kmetija v Toskani, na vrhu hriba, razgled na Toskano, bazen, šotor, neverjetno lepo. Potem Anglija je bila naslednja država, Oxford, wow, neverjetno mesto, ne vem, nek stik z zgodovino, tam tudi definitivno ostalo v spominu. Na Irskem, Wicklow Mountain, PS I Love You scene, wow, narava, neverjetna. Potem Danska, sama atmosfera, ljudje, kolesa, Kriščenja, noro. Norveška, Severni Sij sem videla, ja, to je tudi nekaj nepozabnega, sigurno. Rusi nisem bila najbolj zadovoljna, so bili vsi bolj slabe volje. Tako da ja, sem se parkrat izgubila, zelo težko bilo najti pot nazaj. Potem smo šli na Transsibirsko železnico, mongolska narava, napad divjih psov, videla truplo konja sredi tistih neverjetnih gričkov. Kitajska, sama po sebi izkušnja, da vem, sam odnos teh Kitajcev, tudi Šparove ekipe tam, hoteli 5 zvezdic, osebni vozniki in take zadeve, definitivno nepozabno. Avstralija,
Great Ocean Road, naredili road trip, nazaj grede nekje na sredi, pokvaril kombi, 3 dni bili v nekem malem mestecu, nismo mogli ven, dokaj strašna izkušnja, zanimivo. Zambija, obisk vrtca, obisk sirotišnice, zelo, ne vem, izkušnja, ki se me je dotaknila. Grajenje blatnih hiš v vasi, zelo lepo. In nazadnje Južna Afriška republika, tam pa vzpon na Table Mountain ob 12. popoldne na 30 stopinjah, brez klobukov, ružili med kačami in med nekim grmičevjem. Ja, tisto je bilo tudi zanimivo, no. Tako, recimo, na kratko. Zdaj, kitajska hrana na Kitajskem je zelo, zelo dobra. Je pa tudi zelo polna, zelo mastna, tako da bi vsak dan to jedla, smo vsak dan jedli 3 tedne in ja, sem čist too much. Drugače pa Mongoli, kar sem jedla zunaj, mi je bila fenomenalna hrana. Tam je bila res hrana najbolj všeč. Tako da tam bi se sigurno našla. Pa Italija ima pa, ja, to pa spet je nam zelo blizu, ampak ja, definitivno hrana, ker je zelo, zelo dobra hrana. No. Najbolj so mi bili všeč zambijski ljudje, zaradi njihovega veselja do življenja, čisto tako. Oni so res srečni, malo jim je res vseeno za marsikakšno tako pomembno zadevo, ki se nam zdi res, ne vem, ključnega pomena, kot je zbiranje denarja in delo in take zadeve. Ampak srečni so, res znajo uživati življenje, plesati in tako da, ja, oni so mi bili najljubši ljudje. Najbolj podobni Slovencem, zelo težko rečem, sigurno, ja, ostajamo v Evropi. Mogoče Madžari, na nek način Irci, tako, no, Irci. Ja, dosti. Tako, no, ja, recimo najmanj podobni Slovencem pa Kitajci. Ker Kitajci se mi zdi pa lahko, ker nas vseeno lahko nekako v Evropo daš. Kitajci so pa taka drugačna kultura, da je zelo težko jih primerjati, no. Kjerokoli evropsko državo se mi zdi. Tako da so nas včasih tudi oni, so nam kakšen poseben dan pripravili, včasih smo šli si ogledati kakšne zanimive trgovine. Na Kitajskem recimo je bilo itak veliko zanimivosti v teh samih trgovinah, že tako ali pa tako, ker je hrana praktično v akvarijih, vse živo in to je za njih pač sveža hrana, ne? In je že to samo po sebi zanimivo. Kje druge pa odvisno, zdaj nekje sem pač, ne vem, recimo je bil nek posnetek, pa smo vmes dali recimo mesto, pa smo vmes pokazala, da je Špar prisoten tudi v teh trgovinah, nekje smo delali tudi kratke intervjujičke. Najbolj čuden definitivno, ja, je bil pač kitajski, ker sem med drugim videla v mesariji v Šparu psa, tako truplo psa, ker oni to jejo, ne? In ja, razne živali, ne vem, speštane race so visele, tako okoli, oni so, kar se tiče mesa, nimajo neke morale v sebi, ali ne vem. Najlepši Špar pa je bil pa v Moskvi, čeprav mi mesto samo ni bilo všeč, je bil pa tam ful dobra atmosfera, lokalček sred trgovine, tako zelo zanimivo. Predstavo so nekaj imeli sred trgovine, ja, tisto je bilo zelo zanimivo. Palačinke smo tam pekli, tako, tisto je bilo zabavno, ja. Najprej bom šla verjetno, znam iti po Toskani z avtom, ker zdaj nisem imela te priložnosti, sem šla z vlakom. Po mojem prvo, ja, bo znala biti Toskana, no pa jaz bi šla še nižje dol, mogoče tudi kakšne otoke pogledati, italijanske, to je nekako finančno najbližje. Sigurno Zambija, ampak ne bi šla direktno v Zambijo, ampak bi šla jaz čez Afriko. Afrika mene definitivno me je očarala, no. Vse se mi je zdelo že prej, da bom tam uživala. Tako da, ja, rada bi šla nazaj v Afriko.
Evo, mi smo nazaj Tako, ja. v Himalaji. Zdaj pa čakamo na najljubši del vsakega obroka, poobedek. Zdaj, tako, ker ste tako pridna in vam je uspelo pritovoriti tole konzervo sadja tule gor, boste dobila tudi malo kompota, ker je dejstvo, da strašno pogrešamo tam sadje in zelenjavo. Zdaj predstavljate, da je to gor nositi, je praktično nemogoče in to velikokrat rešujemo pravzaprav s konzervami, ker so tudi sicer težke, ampak vendarle nekako racionalne za nositi. No, jaz imam zdaj fanta po vsej tej tekočini en problem, tak zlovinski. Mame lule. Kako to v Himalaji rešuje? Idealno, ravno pravi čas te je lulati, ker samo toliko počakaj, da jaz to konzervo stresem noter, zunaj je zdaj vihar, 100 na uro piha, 1000 metrov stene je pod tabo in zunaj tega ne boš mogla opraviti. To rešujemo tudi s takimi konzervami, odpremo jo tako, da se rob lepo drži in to preprosto opravimo konzervo. Potem pa seveda odpreš šotor, paziš, da veter ne piha točno vate in takrat potem to zliješ ven. Se pravi, pojedali smo, kar smo pojedali, zdaj nas čaka še tale sladica, pol pa kaj, počitek in spanje pred jutrišnjim jurišem na vrh. Vsi tudi spanje. Ja, bolj bo šlo za vegetiranje, to naj opozorim, kajti spiš tam zelo slabo, ves čas smo še občutili, da nekdo sedi na prsih, ker je kisika tako zelo malo in bolj gre za to, da nekako preživiš noč, da te pretirano ne zjede, da ohraniš energijo, da za nekaj 20 minut, pol ure omahneš in tak nekakšen polsen in pač vaja iz potrpežljivosti je vsaka noč v Himalaji. Pa dejali ste, odprave trajajo tudi po 2 meseca. Kaj vas v tem času tako umito žene tja gor? Nič kaj dosti drugega kot tisto, kar sem povedal na začetku, predvsem radovednost. Najprej, kako nek izziv, ki ga skušamo preplezati, izgleda, kje bi se dalo priti više, kako bi nekako po tej steni, grebenu, pa ne vem čem, skušal splezati na vrh, obenem pa kje so meje mojih sposobnosti. Je pa nekaj drugega še zraven. Sam imam občutek, da takrat v teh tudi zelo težkih pogojih izjemno intenzivno živim. Izjemno intenzivno občutam vse, kar se dogaja okoli mene, nekako se na nek način raziskujem in to je veliko vredno. Izzivi so nekako zame pustolovščina v najbolj žlahtnem pomenu te besede. In to je tisto, kar me vodi in žene naprej in temu sem, ne vem komu, zelo hvaležen, da sem se usmeril na to pot. Mislim, da kar polno živim. Jaz mislim, da se že zunaj dni počas, Noč smo preživeli. Noč smo preživeli v prijetnem pogovoru, ki nas je ohranjal po konci. Zdaj pa prušte, kako že? Ja, pravzaprav zelo dobro zgleda za tako noč na 7500 metrih. Za začetnika se izvrstno držita, od zajtrka ne pričakujte preveč, ponavadi pač spet talimo sneg, da dobimo vodo, potem pa dobi spet vsak en cappuccino, potem pa, ker smo bolj na tesnem s hrano, si bomo morali tole izostal ploščico razdeliti na 3 dele in pojesti in to bo vajen zajtrk. Pa da ne bom krivičen, sem daj sicer na 3 koščke razlomil in vama dam prednost, pa sama izberita, katerega boste vzela. Dober tek. Ja, dober tek. Ne nabašta se preveč za zajtrk. Kava ne pa kar zaokroži, pasta se ne bosta spekla. Preden se pa odpravimo na naš zadnji juriš na vrh, pa mogoče še eno tako, mogoče sporočilo našim gledalcem. Jaz trdim, da sta 2 zelo lepi lastnosti, ki sta sicer v tem hektičnem svetu, v katerem zdaj živimo, zelo nepopularni, ampak jaz mislim, da vsaj mene sta nekako pripeljali do uspeha, to sta pa predanost in potrpežljivost. V himalajskem plezanju se na hitro ali pa tako nekako na pol, da si ti z mislimi čist nekje drugje ne da nič narediti. Še tako so uspehi, če si popolnoma predan in strašno potrpežljiv, dobro natreniran, je uspešnost himalajskih odprav nekje pod 50% običajno. Vsaka druga uspe.
Ampak treba je nekako s srcem, z dušo početi tisto, kar si želiš in nekako vse svoje znanje in sposobnosti vložiti v to in jih obenem razvijati. Ne prilagajamo težavam svojim sposobnosti, ampak nasprotno, iščemo cilje in nekako razvijamo moči v sebi, da bomo te cilje dosegli. To je bila taka odlična popotnica za konec. No, Viki Grošelj, najlepša hvala, da ste bili najin gost. Mogoče v kakšni drugi priložnosti pa se celo predstavimo še v najino kuhinjo, pa še tam midva, ki narediva. Glede na to, kako ste se dobro držala, kako sta bila zadovoljna s hrano in da sta brez večjih težav preživela noč, verjamem, da se bomo... Verjamem, da se bomo kdaj tudi v Himalaji še srečali. Hvala lepa. Ho, ho, ho! No, če to vdajo gledate kot ponovitev na nedeljo, zgleda, da do konca sveta ni prišlo. Tako da Božiček vas bo le obiskal. Ekipa Jumbusa pa vam želi srečnega in zdravega. Majte se fajn tudi naslednje let. Se vidimo. Srečnega!